Dobrodošli v novem videu in danes imamo v bistvu dva nova earnings reporta, dva dosti velika podjetja, ki sta včeraj reportala, ki sta včeraj reportala earningse. Probably gledate ta video v soboto, tako da v bistvu v četrtek sta reportala earningse, no, če bom natančen. No ja, in sicer Google in Amazon si bomo danes pogledali malo bolj podrobno earningse. Moram reči, da so dosti slabi, če vam povem že iz prve. Ampak, kakor sem rekel, zdaj že včeraj, pa na Facebook videu, se mi zdi, da je že tak risk on market. Google je down trenutno samo 1,7%. Pač bil je že v bistvu včeraj, pa danes pre-market že več, tam do 5% down. Ampak ja, zgleda, da investorji kupujejo ta dip, pač ja, kot sem rekel, risk on market. Ja, v bistvu dajmo si kar malo pogledati earnings, no, kaj se mi je zdelo, kakšni so se mi zdeli. Ok, Google, se pravi, mislili so na revenue 76,05 milijard proti 76,53 expected. Sicer so growali revenue, ampak v bistvu samo za 1%, če si pogledamo. Ok, EPS 1,05 proti 1,18 expected, tako da isto mis na EPS-u. Kaj je še tukaj zanimivega, zmanjšal se jim je operating margin, kar ni dobro, pomeni, da bo manjši EPS. Ok, če si pogledamo zdaj v bistvu malo njihov biznis, se pravi, ad business se tudi pri YouTubeu, se tudi pri Googlu v bistvu manjša. Tako smo to videli že pri Snapchatu, tako smo to videli pri Facebooku. V bistvu podjetje dajo ful manj za oglaševanje. Google Search je v bistvu se zmanjšal od istega kvartalja lani, kar je v bistvu prvič zdaj za Google Search, da se je zmanjšal year over year. In pa Google Ads isto se je zmanjšal od lani, kar se je zdaj zgodilo v bistvu že drugi kvartal zapored za YouTube. Google Network je isto bil down od istega kvartalja lani. Tako da ja, v bistvu vidimo pri Googlu pač ta demand za advertising se manjša, kako smo videli pri drugih podjetjih to, no. No, ena stvar, ki je pa v bistvu up od lani, je pa Google Cloud 7,3 milijarde proti 5,54 lani v tem času. V bistvu upam, da bo Google grow ta biznis, ker to je ta high margin biznis, ki jim v bistvu lahko prinese velik earningsov na koncu. No, kar se mi pa v bistvu zdelo pri Googlu, na earnings callu je Google CEO, ta Sundar Pichai, v bistvu povedal investorjem, da Google dela na podobnemu AI produktu, kot je ChatGPT, se pravi, isto nek AI, imenuje se LaMDA, in ja, v bistvu pač ne bi bil podoben kot ChatGPT, se pravi, direktno ChatGPT competitor, tako da tukaj se meni to zdi kar zanimiv. Pač zelo me zanima v bistvu, kaj bo Google naredil glede tega. Zdaj, pač ne vem, če je Google, pač Google je v bistvu potencialen nek AI play, ampak pač v bistvu res ne vem, to je, tako da ja, v bistvu to se mi je zelo zanimiv. Drugače pa ja, pač tudi na splošno, Google je eno izmed boljših podjetij, pač kar jih je, če si pogledamo tudi cash flow, še vedno imajo visok cash flow in ja, v bistvu se mi zdi, pač Google gledam kot potencialno investicijo, sploh če bo še malo bolj padel zdaj v prihodnjih tednih. Tako da ja, dajmo si v bistvu zdaj pogledati še Amazon earnings, ki so isto včeraj reportali. In ja, in sicer. Ok, Amazon je bitu na revenue 149,2 milijardi proti 145,4 expected. No, so pa mislili na EPS-u, v bistvu reportali so 3 cente EPS-a
proti 15 centov expected. Sicer so rekli v prejšnjem kvartalju, v bistvu, da za Q4, se pravi ta kvartal, ki ga gledamo zdaj, da je njihov cilj samo, da pač breakajo even, se pravi, da nimajo izgube, basically, kar so v bistvu dosegali, ampak zgleda so investorji pričakovali malo več. No, če si pogledamo, v bistvu product salesi so down od lani za okoli 1%, v bistvu, malo več. No, so pa v bistvu up net service salesi, se pravi, tukaj se šteje AWS in pa pač ostali servisi, ki jih provida Amazon. In ja, v bistvu ta številka je zdaj že večja od product salesov. Kar je v bistvu dobro videti, kar se tiče Amazonove profitabilnosti. AWS je v bistvu edina stvar, ki Amazonu trenutno dela cash, ampak ja, v bistvu se vidite, da basically nimajo profita, pač 3 cente EPS-a pač v bistvu ni nič, no. No, če si pogledamo prav AWS posebej, grova, sicer grova, ampak zelo manjka lani. Lani je grovo okoli 26%, medtem ko letos je ta cifra okoli 22%. Tako da pač AWS-u se upočasnjuje growth, to smo videli tudi v bistvu že v prejšnjih kvartalih. Ja, kot sem rekel prej, s tem Amazon dela največ casha, največji marginsi so tukaj. In ja, v bistvu pač upam, da bo to growalo še naprej. No, če si pogledamo malo overall, Amazon je imel letos najpočasnejši growth do zdaj. V bistvu je growth samo 9%. Ja, pač Amazon ima še vedno, kar se tiče growtha, zelo visok PE ima. Če si pogledamo, Amazon ima tam okoli 90 PE. No ja, tukaj ga sploh ne piše. Drugače, Amazon je danes down 5%. Dosti razumljivo glede na earningse. Ampak ja, stock se mi v bistvu še vedno zdi expensive. Pač, v bistvu sploh še ne delajo nobenega profita. Pač, analisti sicer pričakujejo, da bodo v roku 5 let na tem $20 EPS-a, ampak jaz tako pač težko to vidim, no. Zdaj ne vem, upam, da se motim, ampak recimo, če bi mogel gledati med Amazonom pa Googlom, ko smo gledali danes earningse, bi bil bolj confident, da bi investiral v Google, no. Trenutno pri Amazonu v bistvu moram videti, če so lahko profitable sploh, oziroma na kakšni stopnji so lahko profitable. Pač ful so lepo growali revenue zdaj zadnja leta, ampak zdaj hočemo v bistvu še, da se to vidi tudi v profitu. Ja, to je v bistvu to, no, za ta video. Ja, hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjem videu.